Ne. Največ ljudi zve za vse, kar se dogaja okoli projekta preko podcasta, po mojem. Plus LinkedIn je tudi močen, zdaj ratu, ker na drugačen način gor objavljam. Bolj je tak nekak entrepreneurial mindset, pa probam na LinkedIn malo več vsebine spraviti, ki je povezana z osebnostnim razvojem, z egom, z soočenjem s svojim sranjem, s tem nekim stoičnim mindsetom. In mi tudi ful dobro deluje, ker me pa med podjetniki meče v tisti koš, ki hočem. A veš, kaj mislim? Ker prej bil to marketing, ne? Prej bil to marketing, Facebook ads, influencer marketing itd., kar še kar delam, ne? Sploh influencer marketing. Ampak je pa tudi ta segment zdaj, ki je nek ta mindfulness, ne? In mi je všeč, da je tudi tukaj mi Darja pomagala dobro prezenco zbildati, ne? In pol se vse to preplete in zdaj lansirava 5. Underdog workshop, oba dva greva čez svoje, kako bi rekel, osebnosti, ki se med tem procesom razvijajo, drug pri drugemu jih opazujeva, ampak kar naenkrat sva klezdeja, ne? Nasred v bistvu zaprtja priprav za workshop. Kako pa se počutiš ta teden, si čisto tak naspediran, se mi zdi? Ja, to je to, kar sem ti tudi enkrat govoril v teoriji, ne? Pač Naval Ravikant prav deli kot lev, ne? Če hočeš biti uspešen, efektiven podjetnik, deli kot lev. To pomeni, da boš imel dolga obdobja počitka, kjer ne delaš nič, ne? Torej, pogoj za to je, da si ti outsourcaš večino stvari, tako kot sem si jaz jih, torej postaviš ekipo, vse, kar zaslužiš, dejansko reinvestiraš v podjetje, tako da v bistvu sebi kupuješ čas in si lahko omogočaš te daljše obdobje počitka, ki je bila recimo pri meni Tajska, pa zdaj bo Ibiza itd., ne? V tistih obdobjih, ko pa delaš, boš pa začutil za nek kratek čas to, kar si zdaj pri meni opazila, nek težek push, nek težek navdih, ne? In jaz, ko to začutim, jaz pač grem, jaz double downem, ne? Pač probam narediti več, ne obremenjujem se, kako so ostali, ampak probam takrat iz sebe potegniti največ, ne? Tako da ja, počutim se neustavljivo trenutno, kar mi je kul, ampak občutam isto zraven malo tega kokinesa, ne? Kao, lej, to je zdaj lahko skostko, ne, in ga hitro opazim in si rečem, lej, zavedam se, da to ne bo dolgo trajalo, ne? Ker ne moreš dolgo sprintati. In se zavedam, da pač, ko bo začela ta energija padati, bom lahko rekel, ok, vse sem dal od sebe ob tem obdobju in dejansko v enem dnevu vse si videla, sem naredil 3-4 res pomembne odločitve, ki so pač zdaj omogočile, da se lahko zadeva tudi dobro razvija, ne? In tle je privilegij delati v dvoje, ker se bojo te, po moje, boosti lih poklopala, ne? Enkrat boš pa ti taka, bo preletela kle not, pa to, vse bom naredila, ne? Lahko to med workshopom. No, evo, takrat si pa ti to prepelala, ne? Da si me sploh v bistvu prepričala, da je to ta prava poteza zame, ne? No, in veš, pa mi tudi moja žena, ne, ki je moj v bistvu ultimativni manifesting tool pa filter, pa resnica, mi je rekla, ful sem vesela, da z Geo to skupaj ustvarjata, ker vidim, koliko vam gre dobro. V bistvu sem mi povedal, da sva imela tako 5 klicev in od tega so 4 potrdili. In je rekla, no, posta pa očitno res dobro zastavlja tole, ne. Ker za prejšnji... Sorry, nisem rabila nič kaj dosti delati, ker so bili že prodani, zato ko so nam zaupali od dogodka, ne. Prosto pa ta tvoj funnel deluje. Ful je boljši, ne. In tudi večina teh prvih klicev je res iz dogodka, ne. In ja, zdaj dejansko tako hitro se je to zgodilo, da si pol rečeš pismo, kaj pa se bo zgodilo, če bo teh ljudi preveč. To je prvič, da sem se s tem vprašanjem soočil. In je privilegij, istočasno je pa res dobro vprašanje, ne. Ampak spet to prinaša samo neko spremembo. To pomeni, da imaš opcijo si sam zbirati, s kom želiš delati. Se s tem vprašanjem sva zapravo soočalo v bistvu. S kom smo želiva delati. In naprej podjetniki, pa so rekli, hočejo mindset delati, pa so ugotovili, da je mindset z vsakim, pa se hitro zgubiš, ne. Če imaš 10 ljudi, ko vsak hoče nekaj delati, se pa nima skupne točke, a ne, zelo težko pa v skupini delati. Pa zdaj sva pristala pri podjetnikih, ampak se prepleta v resnici, ne. Ja, ampak se videla recimo čez ta cel proces, pač koliko časa sva rabila skupaj delati, da sva sploh določene stvari dojela, kaj hočeva ustvariti, kaj to je, ne. Ker pač vsak sva prišla not svojim filtrom, svojo perspektivo, kako to mora izgledati. Jaz sem se mogoče malo bolj držal tega, kar mi je poznano, ti si pa prišla not s tem inspirativnim navdihom, optimizmom, da je to lahko pač nekaj najboljšega, kar bova v svet dala, ne. Še sem se pa držal po eni strani vne svoje prejšnje ideje,
pa firbec me je mater, kaj bi ti rada zdaj Klemen dala zraven, ne? In ja, in dejansko od webinarja do zdaj se mi zdi, da sva se ful bolj spoznala, tako kot sodelavca. In je dobro biti odprte glave, ko se greš take zgodbe. No? Ja. Kaj pa bi rekel, da bi lahko izboljšala v najnem poslovnem odnosu? Dobro vprašanje. Jaz bom govoril zase. Kaj bi jaz lahko izboljšal? Po moje do neke mere malo več jasnosti okoli tega, da ne delam več sam presepa, ne? Ker zdaj sem tako malo ujet po eni strani, čist bom spustil, pa ti deli kar češ, a ne? Na drugi strani pa jaz točno vem, kva vse je treba narediti, ti ne rabiš delati nič. In jaz mislim, da se bom izboljšal takrat, ko bom najdel zlato sredino med tema dvema in bom točno vedel, kje stvari prepuščati recimo tebi, kje stvari pa moram tudi jaz s tabo še vedno obdržati, ne? Pa veš, vedeti, kje stvari jaz vodim, kje stvari moram jaz sprejemati odločitve, pa kje lahko to prepustim tebi. Ta del po moje, ko bom ugotovil skozi proces, bo po moje ful bolj smooth nama šlo. Te se kar strinjam s tem, kar si povedal. Ja. Sploh na dogodku se je to opazilo, ker sem jih hotel nekaj vmes mi predlagati, kaj bi lahko izboljšala, pa sem se držala svojega in se je v bistvu dobro išlo, da sem se držala svojega. Oziroma se je to večkrat že zgodilo. Zato, ker smo vseeno vsak po svoje vodilna na svojem področju, ne? Ja. Svoje firme ti v svoje in zdaj sem jaz prišla sem, da se prilagodim na tvoje. Včasih nama to ne gre najbolj skupaj, ne? Mislim, spora pa zelo dobro, ko da mi všeč, da imamo odprto komunikacijo pri tem. Ja. Mene pa lih ta enakovreden pogled na stvari toliko všeč, da ga nočem zjebati s tem, da bi jaz hotel biti preveč v spredju. Veš, kaj mislim? Ja, vse ne. Vse ne tvoje podjetje, ki ga želim podpreti. Ja. Ful hvala ti za to. No. To sem kar rabo dolg časa, da sem dojel, kaj točno ti sploh meni hočeš s tem povedati. Ker sem bil konstantno tako, pa zakaj ne delaš tega sama? A ti pomagam, da ti to narediš? A veš, jaz sem bil skupno, kaj fora, ne? Za moja želja, se veš to, nikoli ne bi moja želja, da delam sama. To imam dovolj v svoji firmi, dovolj imam tega, da sem jaz na vodilnem položaju, pa ostali delajo zame, želim sodelovati. To mi je ful manjkalo v zadnjih letih, sem prišla sem in vem, kaj najbolj manjka podjetnikom, tako kot meni, ko nekdo pride delati zame, dela zame in nima tega puša, kaj želi sam narediti, ni samo iniciative. In to sem jaz hodila tebi, da to tema, ne? Ker vem, da to zmoram narediti. Zato pač ja, v tvojem podjetju, svojo vizijo, ampak da tu sem svojo samo inicijativo noter. To se mi zdi, da je najbolj podjetnikom pomeni, no, ko pride en tako podjetje, kar je redkost iz moje perspektive. Ja, ful si mi dala, no. Ful si mi dala že s tem, da si takrat prestopila do mene. Tako dala si en veter v jadra iz vidika tega, da veš, kad ti nekaj delaš recimo 4krat, ali pa zdaj 2 leti recimo, kad delam te coachinge in vse te zadeve, se mi je zdelo, da sem malo začel deklinati iz vidika tega, koliko se mi gre, koliko bi rad še to delo itd. In mi je ful pomagal, ker si ti prišla z neko svežino noter, pa rekla, to se da boljš narediti. Sem bil tako, ja, vem, da se da, ja. Sam jaz sam ne zmorem preprosto, pač požreme, a ne. Si bil tako, zato sem jaz kle. Tako da hvala ti za to res cenim. Nisem vedel, kam naj bo pelala, ampak zdaj, ker sva na tej točki, sem zelo hvaležen za to, da se je zgodil. Ker zdaj tudi jaz čutim, sem se nalezel tega ognja in sem tako full excited za ta workshop, ki zdaj prihaja, veš. Ja. Tako po eni strani je mal skoko neznano spet, ampak ti si mi dala toliko ene strukture, ki jo prej ni bilo v workshopih, a ne. So bili še zmeri dobri, ampak se mi zdi, da je to manjkalo. Dala si neke, v bistvu si mi dala pogum, da sem sprejel, da lahko na tem workshopu delamo tudi več na teh stvarih, v katerih si ti dobra. Torej, nekako pomagati ljudem postaviti cilje, sistem, workframe, deadline itd. Kle sem jaz ne delujem tako in mi je to zelo nenaravno delati, vem pa, da veliko ljudi to rab. In kle mislim, da boš ti lahko ful zasijala iz tega vidika, ne. Ja, to mi je v bistvu lahkotno, to delam že 10 let zase in to mi je easy prne zraven. V bistvu pa moj fokus trenutno je, da želim ljudem omogočati mirno delo. Zato, ker vem, da je to meni najbolj manjkalo pri svojem delu, da si ob tem, ko gradiš, vse miren. Potem je to bolj produktivno. Kaj se delam na tak način, kot ti, da nekaj časa počivam, tako ko grem vsako leto za 2 meseca na dopust po zimi in pol, ko grem nazaj, sem tako polna inspiracije in kreative, da pa šprintam.
Tako da štekam to in takrat vem, koliko lahko naredim, ko včasih se mi zdi, da se nič ne delaš, se nisi nič zgradila, pa pogledam za 3 mesece nazaj, pa je čisto drugačen vsakič. In ja, ta notranja mirnost, ki jo dobim iz potovanja ali pa z nekim odmikom od vsakdana, mi ogromno da. In to želim tudi ostalim mogoče. Ne zdaj iz potovanja nujno, ampak z nekimi orodji in praksami, ki meni trenutno pomagajo zelo. Ledena voda, pa dihanje, pa meditacija in tako naprej. Kaj misliš, da bojo workshopi tega 5. pa pol 6., ki bo v bistvu septembra, tako da tisti, ki ne bojo prišli na tega in bomo že kar odprli vrata za naprej? Kaj misliš, da bo tako glavna stvar, ki jo bojo odnesli, če se zdaj poigrava malo z vizualizacijo? Kaj bi si želela, da odnesejo? Glede na to, kar sem prebrala pri teh obrazcih, ki so jih reševali, se mi zdi, da je skupna točka neka želja po skupnosti, po mindsetu ljudi, ki so visoko motivirani, tako kot sva mi dva, verjetno. Inspiracijo bojo sigurno dobili, pa mislim, da se bo povezali z novimi ljudmi, ki jim bo mogoče rast precej hitreje, kot če bi sami naredili. Pa glede na to, kaj jaz želim narediti, se pravi s prvo delavnico, ko bomo postavljali cilje, bomo postavili cilj tokrat za 3 mesece in v bistvu težko zdaj jaz rečem, kaj bo dosegel, ampak vsak si bo zase postavil, pa verjamem, da bojo dosegli v tem času, zato bo imeli tako podporo in push, da nimajo druge izbire sploh. Prosto, kar je investicija. Se mi zdi, da te stvari ne bi smele biti brezplačne, samo zaradi tega, ker vem, koliko več lahko narediš, ko vložiš svoje finance, čas in energijo v rast. Meni je ChatGPT pomagal priti do enega odgovora, ker sem, recimo, malo sem ga spraševal, kako bi se lotil marketinga za neki tasga, kaj on vidi kot benefite te delavnice, ChatGPT torej, ne. In v bistvu je nekako mi dal vedeti nekaj, kar sem malo podcenjeval, in to je, da v bistvu ljudem damo podporno okolje. Ne? To si tudi ti večkrat omenila, pa nisem čisto točno vedel, kaj zdaj to je, ne? Ker sem bil še zmeraj v unem prejšnjem mindsetu, kaj ljudje rabijo strategijo, korake, konsistenco, bla, 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 ne? Ampak v bistvu se mi zdi, da zdaj, ko pogledam ta projekt, je okolje tisto, ki največjo spremembo pri ljudeh naredi. Ne? Torej, da prideš ti v neko novo okolje z novimi ljudmi, kjer je default mindset dejansko točno tak, ki ga iščeš. Ne? In ni druge, ki da rataš podoben. In se mi zdi, da bojo največ odnesli lih na tem, da ko se bojo dali v situacijo, ki bo za njih zdrava, ki bo za njih prolific, je angleški izraz, torej spodbudna za rast, plodna, jo bojo razumeli naslednjič, ki jo v življenju vidijo. Torej, vsi odnosi, vsa delovna mesta, vsi projekti, ki se jih bo lotevali, bojo razumeli občutek, ki jih bo hle spremljal skozi ta workshop, kdaj so na pravi poti. In je ta notranji kompas v bistvu to, kar bojo dobili. Jaz mislim, da je to tisto. Tle bom srečen, če mi bojo ljudje, tako kot mi je večina udeležencev workshopov do zdaj rekla, tako no, nekaj se je spremenilo v meni, da vem, kam hočem iti, vem, kaj narediti in mi ni bed vprašati za pomoč, ni mi bed najdeti ljudi. Imam isto neka orodja, ki mi pomagajo to zdaj realizirati. Ampak ta kompas je pa ta glavna. In en meme sem videl, ali nek post, kjer je v bistvu narisan gor račun in piše odpreti vrata, sposobnost odpreti vrata, 0 evrov, vedeti, katera vrata odpreti, 2500 evrov. In sem bil tako, ja. Ljudem dati sposobnost odločanja v njihove roke in biti ok s svojimi odločitvami in stati za njimi, sprejeti posledice. To ni nič hudega. Tako da to je nekaj tazga, ki se mi zdi, da bojo tukaj udeleženci dobili in zato je tudi ta workshop mogoče drugačen, ker se res toliko samo po sebi zgodi, da so vse te delavnice, ki jih bo imela, vsi te 1-1 sešni so samo bonus. Konkreten bonus, Tako da ja. Jaz se strinjam s tem kompasom, to sploh se mi zdi neizogibno, da bo to dobili, hkrati pa si jaz želim osebno, da imajo tudi orodje za notranjo mirnost, tako da vejo, kdaj se treba ustaviti. Ker si v šprintu, o tem, kar zdaj govoriva, pa se počutiš anksiozno zraven, da se ti mudi in da ne uživaš v tem, kar delaš. Jaz vem, da se moram ustaviti takrat, zadihati, zmeditirati, se odmakniti od običajnega okolja in potem mi gre vse ful lažji. In ponovadi, ker se ti mudi, moraš počasneje začeti hoditi, da dosežeš lažje stvari, ki si jih zadal prej. Ja. To si želim, da tudi prevzamejo tak mindset. Ja, in to bo tudi moja naslednja meditacija, mislim, da sem si zadala na ta način posneta. Ja. Hudo. Drugače lahko posnameš, če hočeš, ti pustimo Mike, pa
Danes je dolg dan, tako da enkrat drugič, hvala. Ok, pa načene. Drugač ta obdobja, ki so, hecam se baj, da ti že veš kdaj. Ta obdobja, ki so, ne, pazi, da je to. Kako sem jaz najdel nek zunanji pokazatelj, v katerem obdobju sem, kjer muziko poslušam, kaj mi sede poslušati. Kaj imaš danes? Zdaj v tem obdobju, ki sem jaz, to je samo hip-hop in to tako old school, lirike, entrepreneurship, Nipsey Hussle, Young M.A., Jay-Z, Tupac, Biggie itd. Se pravi, te neke zgodbe underdogov, zgodbe o napredku, ne popustiti, imaš to, bojo se zgodile stvari, dobo boš puščice v hrbet, ampak dvigam glavo gor in si dalje, ne, tako. Čista motivacija. Ja, čisti ta vibe in tudi fitness mi je tako, poslušam tam to in sem v nekem svojem zonu, v formi sem ful trenutno in mi tok sede, ker je dejansko, veš, več stvari se je mogel poklopiti, da sem prišel do tega navdiha, do tega udobja. In tudi to bi rad ljudem dal na workshopu. To, da se moraš ti zavedati, da ti nastaviš parametre temu, da se ta tvoj sistem sploh lahko zgodi. Da jaz prijem v to fazo, jaz sem mogel pač spanc imeti popedenan, hrano imeti popedenano, alkohol sem mogel dati stran, vsaj v veliki meri. Fitness, sauna, ledena voda, masaža, karkoli tazga. To je vse to, kar mene pripravlja, da pa lahko šprint užgem. In se mi zdi to ful podcenjeno na neki strani ljudi, ki pa mislijo, da morajo sam eno stvar drugače narediti in se bo kar vse poklopilo. Pač ne, ti spreminjaš svoj lifestyle, ti spreminjaš svoj način življenja. In to pride tako, delayed gratification. Ne dobiš takoj. Mi smo pa z dopamina navajeni, da takoj. In je ful dobro to ozaveščati in dati ljudem vedeti, da je možno narediti spremembo, ampak pač še 3 mesece se mi zdi, da je ok, lih prav. Lih prav, ja. Se strinjam s tem, kar si rekel, da rabiš naprej zase poskrbeti. Če kdo pride do mene z nekim vprašanjem, tako mi lahko pomagaš nekaj rešiti, pa govori lahko v poslu, pa neke konkretne stvari, pa jih vedno naprej vprašam, kako je tvoj stres nivo, kako je tvoje spanje in kako so tvoje najbližji odnosi. In če to nimaš poštima, nimaš kaj drugega delati, ker te bo sam dol vlekel. Wow. Da naprej osnove, pa vse ostalo. A ti v zadnjem času, odkar sva začela skupaj delati, kaj si spremenil pri tebi? Ti si mi že, ko so bila na prvem coaching srečanju, rekel, da se moram dajati na socialna omrežja več, da se moram izpostavljati, zato ker ljudje rabijo vodje. To je bil tvoj stavek, jaz tega nisem razumela oziroma sem zavračala to. Zato sem rekla, jaz bom prišla zate delati in pa boš ti izpostavljala se na socialnih omrežjih, zdaj bom pa naredila ta ostal del, ta kreativa, to pač pomoč ljudem, to obožujem, sam da ne grem jaz na social media, sam da se ne izpostavljam na ta način. In takrat mi je bilo to najbolj boleča stvar sploh. Pa ne vem točno zakaj, pač sam izpostavljena strah pred tem, da me bo svoja verjetno. To se je spremenil, to mi je zdaj ful manjši problem, še vedno mi je mal painful, ampak ful manj. Pa zdaj šele razumem, kaj to pomeni, ker res gradiš zaupanje s svojo publiko, z ljudmi, koliko lažje polansirati in karkoli, ne samo za posel, tudi tako, ker želiš neko idejo. Ampak ker rabiš kakršnokoli pomoč, iščem nov prostor za posel, dam na Instagram in ljudje pišejo in je spontano, tako res se hitro zgodi, tako da razumem, kaj si hotel s tem povedati in je ful lažje, ful hvala za to. Je pa še procesno, tako da se še učim. Ja. To je sigurna razlika. Pa v pisarni sem prvič v lifeu, ko sem jim rekla, da ne bom, tako da delam office work, tako konkretno z računalnikom, pa uživam v tem. Pa ful mi je dober, ker lahko bounceva ideje. To mi je najboljši del tega, zato se hodim tudi sodelovanje, ker drugače sama delam špeglom bouncem ideje, kako bi lahko izboljšala svoje podjetje, ali pa z nekom, ki ga najavim, ker ni isto, ker nima tega notranjega ognja izboljšati nekaj. Tle so pa oba na tem, da hočeva nekaj na tem narediti in to mi je čisto, da tem res živim. Hudo. Ko si pa počutila po webinarju, recimo, ki sva ga imela, kjer si by the way razturala, tako tvoj prvi webinar je bil in si res bila tako. Z veseljem sem te tudi jaz poslušal, ker sem že dosti webinarjev slišal, bil na dostih in se mi je zdelo tako wow, res ti gre dobro. Kako si se počutila, ker si dobila pol še od ostalih ljudi feedback, ker so se usuli te komentarji, pa sem jaz na koncu za foro rekel, dajte gej pač malo feedbacka, kako so me zdeli in se sam tako, učet sem me odprl in se sam tako srčki začeli leteti in tako bravo geja, svaka čast, koliko je bilo dobro in pol te komentarji, ki so prišli zatem do tebe, kako si se počutila? Ja, drugače, hvala za ta support, ful ga čutim in cenam.
pred webinarjem sem bila ful živčna. Ko sem začela, sem pa izgubila to nekako, zelo kmalu, ko sem začela govoriti, predvsem zato, ker je bil pač 2D ekran, ker nisem videla teh ljudi zadaj, pa nisem videla samo tebe tam, ne, tvoja faca, ostalih pa nisem videla, pa 300 ljudi je bilo nek prisotnih. Ja. In nisem dojemala, koliko ljudi zdaj to posluša in da bi mogla pač, da ponavadi razmišljam o tem, kaj si mislila in kako me lahko obsojajo, ampak sem pa tako, pač jaz bom povedala, kar sem si zadala, kar mene inspirira in kar želim, da bo še nekoga drugega. In pa sem dobila res veliko komentarjev, da jim je bilo life changing, da so jokali, da so od zdaj naprej, ne vem, začeli manifestirati stvari in tako. In to mi je ful pomenil, to mi je ful dal in sem se res dobro počutila ob tem, da lahko naredim nekaj, kar ljudem pomaga k boljši verziji sebe. To sem tako želela, zato sva tukaj. Pol pa, ker sva imela one day event, ker smo bili v Kristalni, sem pa dala zelo veliko sebe tja, res sem čutila, da sem bila ekstremno prisotna. Tudi potem, ko so prišli do mene, 1 na 1, sem jim probala dati svojo energijo, ki sem jo lahko dala, ampak me je iskreno pobral. Čisto vse, kar sem imela od svoje energije, šlo, kot da bi imela prazno flaško, izpita do konca, tako da na koncu zadnji komentarji, ki so pol še ne vem, koliko 1 uro prehajali, se pogovarjati 1 na 1, nisem bila več sposobna dati nekaj konkretnih, kvalitetnih komentarjev, ker sem bila čisto prazna. In potem sem bila še kar nekaj dni zautrujena, tako da sem se izčrpala. In tudi, če so mi ljudje pisali, ker so mi predvsej pisali potem s pohvalami, me sploh ni ganil, nič nisem rabila slišati od njih, ni me to nafilala nazaj recimo, medtem ko si me ti pohvalil, mi je to pomenil, ker sem vedela, da pač ja hočem, da si ti zadovoljna s projektom, ki si ga ustvaril. To mi je pomenilo, ostalo sem pa tako, tudi če ne, hvala, ampak to je vaše, to nima veze s mano. A se spomniš najinega pogovora, ki si mi to, ta del sebe, ki si ga zdaj opisala, torej, ki si bila down, pa te kar niso nafilali nazaj te vsi lepi komentarji, ki sva sedela tam v pisarni in se pogovarja. A se spomniš, kaj nekako sva takrat prišla do katerega zaključka? Ja, da ne povezujem tega s svojo vrednostjo, kar je dobro. In se mi zdi, da takrat naprej je drugače. Še vedno dobim lepe besede, pa potrditve ljudi, pa se mi ne zdi, da je to povezano z mano sploh. To je novo in mi je očitno zelo čudno. Ponovadi sem vajena, da je nekdo hvaležen, meni to da neke srčke, tako pa sem wow, kako je to nice. Ker so ljudje hvaležni, tako se mi zdi, da živim za hvaležnost. Zdaj se je pa spremenilo to. Ja. Zanimivo je, ko se ti to zgodi, saj pri meni je bilo tako, no, da sem dejansko vedel, zakaj to delam in da ne delam tega zato, da bi dobil pol te pohvale, a ne? A veš, kaj mislim? Na začetku si. Na začetku sem, po moje, ja, ker mi je pasal. Res mi je pasal to, da so mi ljudje dali vedeti, da sem vreden, da me cenijo itd. Ne? Pol, ko sem pa enkrat bil, ko sem to dostkrat slišal in ko sem tudi sam pri sebi noter določene stvari razrešil, pa bil pomirjen s tem, kar sem in da delam res dobro itd., da ne rabim več potrditve od ljudi, po sem pa tudi na ta način začel gledati. Ne? Ampak sem dojel, da v bistvu zdaj na ta način gledam zato, ker, a veš, če se meni na ta način zahvaljujete tako, v tako globino, pol se zahvalite tudi čistilki, ki spuca sejno sobo, ne? Ker je ona sam svoje delo upravlja. Tako, kot sem ga jaz, tako, kot si ga ti. Veš? In tako, da po moje začenjaš pač si začela dojemati, da v bistvu okej, ni to, kar iščem, vem, da sem dosti dobra, očitno, a ne? In zdaj lahko v bistvu s tem samo jadra. Ka hitro pa začne iskati, a je zdaj z mano kaj narobe, da tega ne vidim kot ljubezen. In se mi je zdelo, da si takrat malo iz tega izhajala. Takrat sem bila presenečena, da ne čutim, ker je bilo to čisto novo, prvič se mi je to zgodilo, da nisem čutila nič. Prav, otopela sem bila in potem, ko sem se omakala od tega, ker sem samo opazovala, kaj je to otopelost, sem začutila mir, ampak je trajalo kar nekaj časa. Nisem vedela, bila samo utrujenost, ali mogoče ne delam, ali nisem na pravi poti. In pa moje vprašanje bo, zakaj potem sploh delam. Ker itak delamo zaradi občutkov in če ta občutek praznina, ker sem ja malo čutila, takrat sem bila malo v dvomu, če sem na pravi poti, ampak se je spremenil potem, ker sem si dala čas, pa počitek, ker je bil očitno takrat konkreten šprint in zadnji teden sem bila jaz, na najhitrejši po moje progi mojega življenja. Par dni vsaj. Hvala. In ja, potem sem bila konkreten počitek in zdaj spet čutim to inspiracijo, da želim deliti naprej, tako da samo proces je. Se poglej, koliko si naredila v tem kratkem času, a ne? A veš, tako, ni izdelati
takih stvari. Mogoče ljudje to malo drugače vidijo, ker vidijo sam tisti final product, ki je torej delavnica. Jaz bi tudi to delal. Deli, ampak si pripravljen ti leta prej delati, zato da še enkrat lahko to imel. Si pripravljen delati za ston, si pripravljen dati ven ogromno enega znanja za ston, a si pripravljen vsem v DM-u odpisati, še preden karkoli si. Pa polka si, ki se tega usuje, a boš še zmeraj odpisal. Tako, ful ti da neke izkušnje, ki pol sam čez take stvari vidiš. Jaz sem bil najbolj srečen, ker sem na dogodku videl, da je vrsta pri tebi, pri meni pa ne. Da folk čaka v vrsti, da bo s tabo govoril, do mene pa tako, pač sta prišla 2-3. In jaz sem bil tako, to mi deli, stari. Koliko lepo. Nisem čutil unga, veš, zakaj pa so zdaj vsi pri njej, In sem se vprašal, zakaj mogoče se to ni aktiviralo. In sem bil sam tako, model zato, ker si pozdravil ta del. Se ne rabiš skozi sam problemov rešiti, A veš, ne rabiš skozi sam gledati, kaj moraš še popraviti, kjero travmo moraš še rešiti, itd. Čil, nali si čist gavina. Tudi takrat, ko nekaj tazga začutiš, je res, Tako da mi je bilo ful lepo. Tudi pol, ko si mi rekla, za to preznino sem bil tako, ja, kako pa bo? Ti si šprintala, stari. Odkje pa še energijo ti misliš črpati, Hvala Bogu, svoje si naredila, pojdi, zapri se v sobo, da te ne vidimo en teden, vse je v redu. In ja. Vprašanje imam zate. Ker si ti tega lotil, pa kjerkoli zgodbe do zdaj, svojega podjetništva in to, kar vse deliš, zato moraš očitno imeti kar nekaj samozavesti in občutka zmorem. Deluje, kot da to pridete tako spontano in naravno. Moje vprašanje je, kaj misliš, da so tvoji starši prav naredili, da imaš ti to v sebi? To zaupanje sebi. Spremljal sem me tazga, ker sem bil v kjerkoli obdobju lajfa. Nikoli mi ni noben očital ali pa mi povedal, da ne bom drugačen. Jaz sem že v osnovni šoli hlače nosil na pol riti. Od 3. razreda dalje sem se lase štrihal na modro, na blond, Mene so pustili, da sem pavijan. Mogoče to ni bilo do neke mere dober, ampak vsaj kar se tiče moje mami, pa sva imela tako težka obdobja iz vidika tega, koliko sem bil jaz nesramen do nje, pa koliko sem jo namerno hotel prizadeti, kar sva tudi pol razpucala. Oziroma, jaz sem razpucal, tako da sem se ji pol ure jokal, pre ne 18, 19. Bolj je bilo to, da ona je vedno bila tam zame, ne glede na to, jaz sem pač vedno imel njo, tako. Foter je bil bolj tako, mer mi, da ignorirate, bom beš v sobo. Moja mama je bila pa ki je prišla v sobo, ki je šel foter ven, podprla vrata, pa mi rekla, pa se bo vse v redu, Jurček, Ona je bila ta moja, vedno mreža, na katero sem lahko padel, In se mi zdi, da kombinacija tega mi je dal, ne vem, če mi je dal to samozavest. Pač jaz imam občutek, da sem pač tak rojen, tako, da sem rad v središču pozornosti bil vedno. Da sem rad nastopil vedno. Da sem imel ogromno zapovedati, sploh vici, itd., da sem ljudi lahko animiral, itd., da so me ljudje pač opazili, tako bom rekel. Se verjetno sem vse te stvari delal lih zaradi pozornosti, da sem jo to krabil. Tako da ja. Attention whore, ki se je dobro razvil, bi jaz temu rekel. Samozavest je pa itak, če mene vprašaš, ful drugačna, lahka. Tako ne morava reči, samozavest je to. Samozavest se lahko kaže na veliko različnih načinov in meni se je v življenju drugače kazala. Zdaj se mi samozavest kaže skozi to, da vem, kdo sem in da v kjerokoli sobo stopam, sem dovolj. V kjerokoli odnosu sem dovolj. Ne rabim potrditve in ne obsojam ljudi. Pač, kakršno imaš mnenje, jaz ti bom še zmeraj dal ljubezen na neki drugi ravni. In ja, zakaj ne bi bil pol samozavesten? Biti samozavesten v skile, ki jih imam, je pa drugo. To je pa posledica 10 let dela na teh skilih. Torej, influencer marketing, marketing nasploh, branding, copywriting, UX design, to sem jaz vse delal, to je del ledene gore, ki je od spodaj. In to se zdaj izraža kot samozavest, ker dejansko znam to. Tako da ja,
Malo sem šel na dolgo, ampak ja. Dobro, se strinjam z vsem, kar si rekel, se slišim v tvojih besedah. Razen tega, da so hota biti pavijan, kaj rečeš? Ja, pavijani smo tipi. Ja, no, to nastopati nisem želela, ampak to, da se počutam v redu, kjerkoli sobo stopam, je novo zame, zadnji 2 leti mogoče. In je tako čudovito, to je lažje, ker nimaš več čas občutka, ne pripadam in moram se dokazati nekomu, da lahko spadam sploh v ta prostor. Tle se strinjam s tem. Sem na podobni točki. Ja, to je odraz zrelosti, po mojem. No. To se mi zdi, da smo zdaj le v takih letih, ker to pride malo po naravi. Je le nekaj življenja stekl skozi in mene in tebe, pa pač, kolikor imaš izkušenj, pa koliko si pripravljen sprejeti resnice v sebi, se pa direktno odraža v tem, koliko boš zrastel, kolikor to obrneš. Ja, jaz sem opazila, da se precej lažje razumem z ljudmi, precej bolj lahkotno teče, če se šli že čez neko hudo bolečino. Ja. Težko mi je z nekom biti v prijateljskem ali pa kakršnemkoli odnosu, če ni šel čez neko težko zadevo, sploh če ni predelal. Ker se mi zdi, tukaj se pozna že v osnovnem pogovoru z ljudmi, jaz jim rečem baby, ker niso šli čez neko težko izkušnjo še. Težko najdeš globino in težko najdeš ta pogovor, ker sam teče. Jaz ga težko najdem. In velikokrat slišim, ker sprašujem ljudi stvari, ki so me zdijo vsakodnevni pogovor, mi rečejo, koliko imaš ti težka ali pa globoka vprašanja. In me preseneti, ker sem tako, pa samo vprašam te, pač ja, kaj pa najtežja stvar, ki si v življenju dosegel, recimo, ne dosegel, ja, čez kaj si šel, ali pa kaj si želiš od življenja in se ljudje ustrašijo teh vprašanj. Močna. Ja. Jaz se jih res veliko sprašujem, ker vem, koliko me en velik dajo in kakšen odnos lahko zgradim z nekom, ki odgovarja in potem nazaj postavlja vprašanja. In najbolj me navdušujejo ljudje, ki mi dajo pa tako vprašanje, da se moram res zamisliti, koliko mi jih ti znaš dati, da odkrijem nek nov del sebe, se to je point nekako odnosov. To je tako lepo, ja. Pa tisti, ki te nazaj sprašujejo pač osnovne stvari v vremenu in s čim se ukvarjaš in tako naprej. Jemlje mi energijo to velikrat. Pač ne želim si potem nadaljevati odnosa. Ja, jaz sem pa opazil, da v kakšnih družbah kdaj malo zaplavam tako, če so to neke nove družbe ali pa družbe, ki se ne vidimo velikrat in niso toliko v tej osebnostni rasti, pa to, pa globini itd. Da probam kar malo na silo v to tematiko iti, In veš, kada sem jaz neki več zdaj, zato ker se s tem ukvarjam in opazim kdaj, da se ta del mene aktivira, ego, mogoče je to spiritualni ego, ki se mi kaže na ta način. A veš, da kva se sploh o tem pogovarjate v vremenu, pa o tem, pa uno, pa druge ljudi, da gremo se o tem pogovarjati, A veš, in ni prav to, Ni, pol, ker malo delam refleksijo, kdaj drug dan sem tako, pa majster, pa daj se sprost, stari. Pač drugačna družba je, sej vem, da sem tak, ki sem in da je to po naravi nekaj, kar me zanima, ampak ne rab pa to vsazga zanimati, čeprav bi bilo to zanj dobro, ne vseh vleč to temo. Tako pač, pa sem zelo uspešno podjetnico, nedolgo nazaj pogovor in sem mi tako rekel, pač ja, jaz šele, ker sem stopil v temo, sem ta prave stvari rešil, in je on rekel, jaz ne upam tja, In sem bil tako. Je bil tvoj instinkt, hočem te povleči v temo. Ja. Ja, ne. In potem sem se spomnil, da je pa en drug model, ki pa mene konstantno hotel vleči v temo, ki mi gre pa nerealno na živce, In sem tako pač, zakaj jaz to zdaj delam tukaj drugemu človeku in sem bil tako, če bi lahko nazaj vzel ta pogovor. No in potem sem kle na tej točki opazil tega, ko obžaluje v mene, In sem bil tako, okej, tudi, ja, vse v redu. Tako je mogel biti, naslednjič boš pač drugače naredil in to je to, Ampak ja, iz čiste ljubezni bi to človeku dal, ampak tako. Jaz to delam iz sebičnosti, zato ker mene to navdušuje. Pač mene pogovorijo o stvarih, ki so težki, ne vem, iz kje to izvira, ampak mene to polni. In ko sem s takim človekom pogovoril, pridem domov polno energije. Tako da je dokaz, da pač ja, to mi očitno nekaj pomeni. Če se pogovarjamo pa v floskulah, sem pa prazna, zato iz moje sebičnosti začnem pogovor, ki je meni všeč. In v bistvu se ne počutim dovolj kompetentna se pogovarjati o stvarih, ki me ne zanimajo. In se včasih obsojam, zakaj nisi sam light, zakaj ne bi sam fajn, pač neke površinske stvari, ampak pač ne želim. Tako sem se odločila, ko čutim, kaj mi ustreza in kaj ne. Hudo. Ta format po moje lahko midva ponavljava tako na en mesec. Tako nek monthly report.
Štekaš. Poslovni sestank. Poslovni sestank, ja, bravo, kjer in kam. Se res ne. Ja. Veš, kaj sem hotela še v bistvu Daj poudariti? Kaj je meni največ dal v coachingu? To, da sem se zavedala, kaj si sploh želim. Ker na začetku sem mislila, ta coaching je z namenom, da jaz pospešim rast mojega podjetja, pa da mogoče neko številko na mesec dobim. In nisem razumela, kaj je za tem, kaj sploh hočem s tem. Sploh se nisem razumela, kateri občutek na koncu iščem. In ko sem zastavila neko številko, tako sem na pamet vrgla, sem šla reševati potem te obrazce in sem šla čez ta coaching in sem ugotovila, da rad nič ne pomeni. Absolutno nič. Jaz hočem svobodo, to pa zdaj imam. In potem sem ugotovila, da rabim precej manj za svobodo, kot sem si zamislila. Res velika razlika je, ker jaz želim samo upravljati svojim časom, tako kot mi paše. In sem šla čez finančni načrt, sem šla čez to, kje želim biti čez nekaj let, želim imeti veliko rast, veliko podjetij, biti razširjena po celi Sloveniji, mogoče v tujini. In odgovor je bil jasen, da ni šans. Nič nimamo tega. Vem, koliko anksioznosti mi prinaša, ker imam fokus na 2 stvarih naenkrat. Kaj, če jih bom imela do 10? In tako da ful veliko jasnosti mi je dal. Zato sem nadušena nad svojim preteklim coachingom, zato želim to ljudem naprej predajati, da si točno zamislijo, kaj si želijo in da grejo po občutek, ne po številko ali pa nekaj, kar se dobro sliša, pa dobro vidi na ven. To si želim. Vseš pa ljudeh še. A je to okolje, kamor si zdaj tudi pristopila, se pravi underdoga, ne? Verjetno je to točno neki tazga, kar si želela, da je okolje, v katerem to ustvarjaš. Pa me zdaj mogoče zanima, kako ti kot nekako zdaj semi-objektivna opazovalka tega projekta, kako bi ta projekt nekomu drugmu opisala, torej underdog kot ne vem, movement, kot to vse, kar se dogaja. Ne samo podcast, ne samo coaching, ampak kombinacija vsega tega. Okay. Je to tako okolje, kot sem želela, zato ker delam lahkotno. Ker takrat, ko res čutim, da mi ne paše, pač ne delam in ti nimaš nič proti temu, ker sva tako dogovorjena, da delava lahkotno. In ker vse, kar delam, kar je cel proces kreacije, uživam v tem. In se nikoli ne počutim, kot moram iti na delo. Ampak pač je to za nares, ne glede na to, koliko je ura in kje sem, uživam v tem. Tako da definitivno sem želela tako okolje in tako, kot sem ti rekla, komunikacija in skupno buildanje mi je top. Kako bi pa opisala to nekomu? Že zdaj se mi zdi, da ima ogromen vpliv na veliko množico ljudi in tle je mogoče zelo dobra stvar, da smo v Sloveniji, ki je toliko mehna, da te res pozna zelo velik procent ljudi že zdaj. Tebe in pač ta movement. Ampak če si iskrena, ne vem točno, kaj je končna vizija tega, kam bi želel iti. Pač delaš same dobre stvari, tako je videti, ne? Želiš pomagati ljudem, čuti se, da imaš zelo velik pozitiven vpliv na množice. Nekaj si omenil, da bi dal ljudem brezplačno podporo. Vse se mi zdi ful dober in prosim bi rada bila zraven, ker bi te rada podprla in ker bi rada pa del te zgodbe, ker mi je res všeč. Ne vem pa točno, kaj je čist končni cilj. Ker si rekel, da bi šel na Primorsko živeti, pa da bi golf igral, pa da bi tako svoboden, ti mal ne verjamem. Mal mislim, da imaš ti preveč tega ognja vse. Sorry. Ne, hvala. Da bi nehal. Ker mislim, da ti to vse to kdaj je, da bi... Mislim, tako škoda bi bilo, da bi nehal, pa mislim, da boš užival v tem še naprej, že zelo dolg, ne vem, bo videla, kaj se bo zgodilo, ampak to je moja predikcija, da ne boš kar tako nehal. Zanimiv pogled in tudi zanimiva izpostavitev potencialne laži samo v sebi. Zdaj ti bom dal en odgovor, ki je tako. Mogoče ti bo všeč. Jaz verjamem, da je to mogoče, da vse to naredim in da me bo vesolje in tehnološki napredek vedno podprl, da bom lahko to uresničil na kakršenkoli način. Rad bi ostal v stiku z ljudmi, torej da bom lahko še naprej dajal ven vsebine. Način, kako bom to delal, se bo pa verjetno zamenil, kar je prav. Jaz mislim, da inteligenca, to je Einstein rekel po moje, inteligenca je zmožnost prilagajanja na spremembo.
In spremembe se bojo dogajale. In jaz bi rad ostal inteligenten, dokler bom dihal. In to pomeni, da bom kreiral samo to, kar se mi zdi, da je zame, da me čaka. Trenutno je to golf, je to zrihtati bajto na Primorskem, je to preživeti veliko časa z Irino, z Ano, je to preživeti veliko časa z projekti. Torej, ni to nekaj, da bi jaz delal, zato da lahko pol enkrat ne delam več tega. Ne. Način, kako delam, se bo pa spremenil. In ko mi čakam, ker to je nekako bistvo vsakega ustvarjalca, da ne ve, kako bo točno naredil, pa še vse naredi. In pol, kaj narediš, si tako. Se spomniš pogovor, ki sva ga imela maja 2025, ki si mi točno to rekla. Daj prid, boš pogledala, kako zdaj delam. A veš, namen tega, kar delam, se mi pa zdi, da bo ostal isti. In to je spodbuditi ljudi, da dajo prostor ljubezni, ki jo nosijo v sebi, da se pokaže na 100 različnih načinov skozi njihovo delo, obnašanje, odnose itd. Tako da nekako to delati. Težko je v besedah, ful boljš to povejo namesto mene vsi ljudje, ki mi pišejo ta sporočila, včasih sem tako, wow, zakaj? A lahko to jaz uporabim, kot da sem jaz to rekel, stari, ker res tako lepo govorijo o tem projektu. Ker chat uporablja tako da. Chat GPT, To obožuje. Ja. Ampak ja, neka inspiracija, nek navdih, skromen ostati, tako iz vidika tega, kaj mi je pomembno v življenju, te vrednote zasidrati. Klemen je lepo rekel na konferenci svoje izdele, da če bo ohranil, recimo čez 20 let je bilo vprašanje, kako se vidijo, in je rekel, da bi ohranil to zdravo miselnost, da razume, kdo je, kje je in kako se počuti zaradi tega. In tle se jaz ful strinjam z njim, tle sem Kim, ki zmešan tam od zadaj, sem bil tako, jop, ker je privilegij biti pomirjen. In to se mi zdi, da če bom to ohranil, se bojo sam lepe stvari dogajale. Če bom se napačnih projektov loteval, šel za denarjem, šel, ne vem, v neke zgodbe, ki me sploh ne zanimajo, pa bom zaslužil 1, 2 milijonov, to zna biti moj propad. Tako, to iskreno. To se mi sploh ne zdi mogoče, glede na tvoj mindset, dvom, da bo šel nazaj. Pa na moja žena. Ona pa sploh ne bo pustila tega. Ni šansa, ne. Ja. Okay, kaj pa je tvoj trenutni največji izziv generalno? Biti potrpežljiv do projektov, biti potrpežljiv do tega, da ne morem vse naenkrat realizirati. Biti okej z tem polnim urnikom zdajle, ki je pač tako. Štekaš. Sej kul, če imaš ti bloke po 2 ure čez cel dan. Ampak imeti bloke po 15 minut za klice za workshop, pa jih teh klicev 7 na dan, pa imeti blok noter trening, pa imeti blok noter sestank za to, pa imeti blok noter sestank za buzzwords, pa imeti blok noter snemanje podcasta, pa imeti blok noter strategija za 100. epizodo video, pa imeti blok noter piknik organizacija za ekipo itd. Sej to je res, da mi ekipa pomaga delati, ampak še zmeri pač kreativno, strateško moram jaz to voditi. In to je naporno, meni ful. Pa še priti domov in biti dober oče. Pa biti pa še mož. Pa še sin, pa še odnose poskrbeti, da grejo. Vse mi gre ful dobro. Vrhunski sem, res, svaka mi čast. Ne vem, kako to handlam, ampak svaka mi čast. Je pa to izziv, največji trenutno. Da je toliko stvari, ki bi jih mogel narediti, ki bi jih rad naredil, ampak pač preprosto ni dosti časa v enem dnevu. Ni dosti časa. Moraš zbirati prioritete potem. Ja. To boli včasih, ko vidiš, da si izbral. Ja. Na kickboksu nisem bil že 3 tedne. Pa bi šel ful rad. Ampak sem lih zanj žuglu napisal, sem rekel, stari, ful bi račul, vsakič mi pošilja, kaj tam, jaz sem na treningu, kje si ti, veš pa te fore. Pa sem tako pizda modela, misliš, da ne bi rad bil tam. Sam prioritetno to je zdaj meni kle od spodi. In ne morem. Ni fair do teh, ki so zgori. Čisto z tega vidika. Slišim in meni se to redno dogaja, tako enkrat na mesec, na 2 meseca se čisto preobremenim
in si dam na šopa, tako kot ste rekel, poln urnika, pogledamo koledar, včasih je to moja najbolj uporabljena aplikacija, preobulam ta koledar, kako bom jaz to spurala in kako naj menedžeriram time. Ja. Ampak pa vidim, da je preveč, da vidim, da hodim hitro od ene stvari na drugo, da šprintam skoraj, zdaj se pa ostal, zdaj pa pač nekaj moraš skenslati, ker nisi ti In si dam nekaj časa, se malo maknem, odmeditiram, notranji mir, prosim. In kako spet začutim, si lahko nazaj stvari urnik, če ne si pa pač ne dam. Ker to sem se pa naučila, da prioriteta sem jaz in moje počutje in nič drugega ni bolj pomembno, kot to. Kaj pa je tvoj največji izziv zdaj trenutno? Ta teden malo slabš spim, tako da bi rekla, da se z nečim ukvarjam, pa zna biti to, da je predolga tudi lista, tako da podobno. Ja, da tečem skoraj ta teden, tako da ko mi čakam, da se usedem in umirim živčni sistem. Če sem bila v ledeni vodi, pač toliko sem bila happy. Naj bi bilo dvig dopamina za 250%, potem, ko priješ iz mrzlega ledene kopeli, pač to sem čutila tako brutalno po celem telesu, tako happy, da čim več takih stvari. Ja, po mojem je to glavna stvar, drugače sem zelo zadovoljna s tem, kje sem, na kateri točki svojega življenja in kako se počutim s tem, kdo me obkroža in kaj počnem in kam mislim, da grem. Zanj si rekla, ko smo bili v pisarni, to je bilo po mojem predvčerajšnjem ali celo včeraj, da bi si želela malo več tega hihitanja, malo več te igrivosti, A se spomniš? Nekaj v tem stilu je bilo. Ja, ampak to imam v osebnem odnosu, v poslovnem je pa dobro. Takrat, ko mi snemamo, recimo, to mi je top, ker so kakšne teleforice za posnet, to mi je ful zabavno. Pa kad team building organiziram z mojimi puncami, mi je ful zabavno, pa z družine s prijatelji, ja. Tako da nekaj del tega sigurno pokrivam. Ok. Ja. Žalostno mi je bilo slišati, ko smo bili na eventu, pa sem vprašala, kako ocenjuje svojo zabavo. Koliko se zabavajo od 1 do 10, pač bilo tam v vprašalniku in je bilo večinoma kar nizka. Razen tvoja žena, ki je Ana rekla, da je 10, svaka čast. Moje je bilo 5. No, ja, to se mi zdi zelo žalostno, ne, vsem starim daš prednost razen temu, kako se ti počutiš, ne, koliko se zabavaš, koliko se smejiš in ko sprašujem ljudi to večkrat, koliko se smejijo, je odgovor presenetljivo mal. Ja. Ja. Odvisen je po mojem od obdobja, v katerem si, ja, ne, tako, pri meni to kar niha, no. Ja, kot čisto odvisen, zdaj recimo se ful zabavam z vsem, z delom, itd., projekti. Pa prije en obdobje, ki si pa tako, koliko vsega, zakaj sem toliko nervozen, vse mi je odveč, itd., ne. Pa meni se zdi spet povezan, s kom se pokrožaš. Pri meni je tako definitivno, ker sem z enimi ljudmi, ki se vedno smejijo, pač je vedno tako, vedno se zgodi in je ful spontano in lahkotno. Medtem, ki z enimi, ki recimo jamrajo, kar jaz zelo težko prenašam, pač ne greš to, se ne zgodi in probam narediti malo bolj lahkotno zadevo, pa se ne zgodi, pač pol se probam drugam usmeriti. Pa vedno, ko se obkrožam z otroci, pač drugače. Takrat sem vedno bolj lahkotna in hihitava in zato namenoma to delam, da sem več časa v bližini otrok, kjer je več lahkotnosti. V meni. Kako bo to lahkotnost, ki jo imamo oba tokrada, prenesla na workshop, na udeležence? Kako bo poskrbela, da bomo od prve skupinske delavnice naprej razumeli, kjer občutek iščemo? To bo, prva delavnica bo na to temo v resnici, kjer občutek iščemo. In upam, da bomo enega tudi skupaj naredili, da bomo naredili skupno vizijo, kam želimo iti kot skupina tudi, vsak posebej plus kot skupina. Pa mislim, da to pa nam sploh ne bo problem, ker bomo naredila iz tega malo joke tudi, ne. Ne vidim izziva na tem področju. Všeč mi je bilo, ker sem danes brala en vprašalnik, da si nekdo želi biti v tej bližini, zato ker je na dogodku začutil lahkotnost in da si želi biti zato obkrožen z nama in v tem okolju biti, ker je potem lažje preseb to začutiti, tako da to mi je bilo ful všeč. Se pravi, da ti še vedno greš v izzive, ki niso lahki, z lahkotnosti, ki je vedno v tebi. A ne, torej, da ti lahko tudi nek fizičen napor, težek delaš, ampak se zavedaš, da je od spodaj nek skrit občutek, če se res povežeš s telesom, ki mu nič ne manjka. A ne, ki je samo in tist, ki ti govori, težko je, lahko bi nehal, kako to sploh ne boš mogel, itd. In po moje samo spodbujati tudi udeležence, da ko pridejo te misli, da jih povejo na glas. To bo po moje ful pomagalo nama. Ko pride dvom, povej ga, da ga ven.
da ga ven sooči se z njim, pač sam ne gre ven, ne ostaje not. Pa se, če bo mi ta pokazala svojo ranljivost, bo tudi njim precej lažje pa povedala, kako se To je res, ja. Je pa res, da sem tudi en je napisal, da se mu zdi, da jaz premalo ranljivosti kažem. V bistvu bi tebe tudi vprašala, kaj si s tem misliš, ker meni se ne zdi, mogoče kdaj, ko želim predstaviti nekaj, hočem biti v neki drži samozavesti, pa se mi zdi, da sem dejansko, da ne, da jo fejkam, da imam občutka, da jo igram, ampak tudi nimam občutka, da bi imela problem z ranljivostjo, no. Vsaj tako, ker se opozujem, koliko velikrat se zjokam, pa koliko pokažem, kam je težko, ne vem, mogoče bi mi ti lahko povedal kot zunanji. Ja, jaz mislim, da ti samo dobro veš, komu ranljivost boš pokazala. In ne boš kar vsakmu. Mislim, da, a veš, tukaj zdaj, pač tudi jaz sem te že videl zelo ranljivih, tako, ko smo imela pogovore, a ne, pa si šla v strah, pa si šla v dvom, pa si šla v zmedo, pa je to vse ok, tudi to je ranljivost, a ne. Tudi če bi se zjokala, valjda, hvala Bogu, ampak vem pa, da si zelo inteligentna z vidika izbire prostora in časa, kdaj je kaj primerno. In če si ti tam zato, da navdihneš ljudi in ne pride ta ranljivost, recimo, zaradi nekega vprašanja, to, da bi te po naravi prepeljali, ne vem, zakaj bi mogla biti, ne. Mogoče eni ljudje to malo iščejo v ljudeh, da jih malo spustijo bolj na svoj nivo ali neki. Se lažje poistoviti, vse to štekam. Ja. Jaz se ne bi, v bistvu pripravila si ne bi prezentacija na ta način, jaz pa želim zdaj pokazati ranljivost, to, kar bi to palilo. No, to. To nisem jaz. Točno to, ne. Jaz mislim, da si ti odlično odfurala za setting, v katerega si sedala. Če te pa nekdo bolj spozna, pa se mi zdi, da ti pač si odprta in odprtega srca in se mi zdi, da ni to nekaj, s čimer bi se jaz preveč obadal. Z vidika nekega poslušalca delavnice pa ja, bi pa rekel. Bi tudi rekel, če bi bil ženska, da se ne bi upal prestopati do tebe. Ja, res. Kot tudi slišiš, a ne doskrat. Ja, ampak so kar pristopeni, nisem imela ta Ja. Ampak tako, mislim, se mi zdi, da dajaš nek ta varen prostor, zgledaš pa zelo powerful. Tako, powerful zgledaš, a ne? In nekega človeka, ki je mogoče imel slabo izkušnjo z nekom, ki je bil powerful, bo to pač prestrašil, ne? Ker je tak človek ga mogoče nekoč ponižal ali karkoli, ne? Aha, no, tega pa res ne želim dajati občutka, da bi koga želela ponižati. Saj to nima veze s tabo. Veze ima s tistim, ki gleda skozi svoj filter, a veš. In so karakteristike, ki so lahko zelo podobne. Tebi pa enemu človeku, ki je izkoristil svoj položaj. Ok, sem trigere najdemo komorkoli lahko na kakšen način. Razen nekdo, ki se res nazaj drži, pa noče izkazati, kdo je, kar pa, ja, se veš, to pa jaz ne želim živeti, ker to nima resnice. Narabiš še imati osebno, a ne, samo to je. Dobro je slišati feedback, ampak ko začneš povezovati, pa iskati smisel, mene to kar, jaz to kar. Ja, to se je meni zdaj prvič zgodilo, da sem dobila kakšna kritika, pa kakšno tako mnenje, pa me ni premaknilo niti za milimeter. Zanima me še kakšno drugo mnenje, ne, kot sem te zdaj vprašala, ponavadi so me take stvari prizadele, pa pač jih jemljem kot njihov pogled, ki me resnici ne gane. Ja, to je novo, ne vem, če se bo obdržala, ampak zaenkrat mi je všeč. Ja, itak, lej. Ja, to je to, Geja, kva bova še pozvala ljudi k čemu, to bo v bistvu, ja, dajte napisati, prosim, te, ki ste poslušali, ali napišite sporočilo, ali napišite v komentar od spodi, kako se vam je zdel nek tak tip pogovora, tako, ko sva ga danes z Gejo zapeljala, tako da v bistvu ni podcast, karkoli podcast sploh še je, ampak bolj ja, poslovni sestanek, kako bi ga lahko mogoče izboljšala, prvič to delava, a vam bi bilo kul, da je enkrat na mesec. Svoje mnenje povejte, vsega bomo veseli, no, tako da... Pa še imam eno vprašanje, če bi želeli kakšno specifično meditacijo, bi tudi lahko napišete na katero nišo, kam gremo, no, kam bi želeli, kaj bi želeli, pa koliko dolge, recimo. Ok. Ja, workshop, prijave, če se kdo še misli prijaviti, dejte se. Ne vem, kdaj bo tole sicer prišel vam, po moje drug teden, se pravi, zdaj, ko vi gledate, je že ta teden. Če nam že polno do takrat. Ja, ampak so vse, bomo pa 2. septembrsko začeli pomeni, ne, ampak ja, poglejte si spletno stran od spodje, in ja, do naslednjega monthly reporta, poročilo napredka, je to. A si ti hotela še kaj vprašati, ne, se povedati? Veselim tega. Veseliš se? Ko mi čakam, da začnemo. Ja. Svaka čast za vse do zdaj, no. In te? Čez en mesec bo zabavno pogledati, v kakšno situacijo sva se dala, ker bo workshop že v teku. To je to. Thank you, Geja. Ampak daj cut.